Doktor Rahne, lepo pozdravljeni. Dober dan. Nam lahko poveste, zakaj pride do pojava suhega očesa? Do pojava suhega očesa pride zaradi različnih vzrokov. Je tudi normalni del staranja in se pojavlja pri ženskah v postmenopavzalnem obdobju, drugače pa delimo vzroke v dve veliki skupini. Prvič zaradi zmanjšane tvorbe solz, to je zelo pogosto pri vezivnih boleznih, pri boleznih očesne žleze, drugič pa zaradi povečanega izhlapevanja solz, kar je pa pogosto pri kroničnih boleznih vek, pri spremembah na vekah, pri pomanjkanju vitamina A, pri tistih, ki nosijo kontaktne leče, pri tistih, ki delajo na ugodnih vremenskih in klimatskih razmerah in pri tistih, ki uživajo določene vrste zdravil. Kako pa čutimo suho oko? Bolniki navajajo pekoče, utrujene, boleče, rdeče oči, občutek tujka, občutek peska v očeh, lahko navajajo tudi vilecljiv izcledek, moti jih svetloba, včasih imajo meglen vid skozi cel dan, občasno meglen vid. Pri takih ljudeh je zelo pogosto se potencirajo težave pri bližinskem delu, pri delu z računalnikom, pri tistih, ki dolgotrajno vozijo avto, tudi pri gledanju televizije in pri neugodnih klimatskih razmerah, če delajo v suhih prostorih, v prašnih prostorih, v neugodnih vremenskih razmerah. Zakaj pa suho oko čutimo že zjutraj, ko se zbudimo? Pri obliki suhega očesa, kjer so simptomi povečani zjutraj, gre za povečano izhlapevanje solz. Pri tem tipu suhega očesa primanjkuje oljne komponente solznega filma, ki se izloča iz žlez na robovih vek ter se razporeja z rednim mežikanjem. Ker po noči spimo, ne mežikamo, zjutraj manjka te oljne komponente in ljudje potrebujejo kar nekaj časa, da spet vzpostavijo neko določeno ravnotežje. Pa so suhe in utrujene oči danes pogostejši pojav kot recimo včasih? Zaradi sodobnega načina življenja se pogostnost bolezni povečuje. Ljudje veliko ur preživijo pred računalniškimi ekrani, natančno gledajo, delajo na bližino in s tem se zmanjša pogostnost mežikanja. Če normalno mežikamo na 3 do 4 sekunde, se pri bližinskem natančnem gledanju mežikanje upočasni, pomežiknemo enkrat na 10 do 12 sekund. Pri normalnem očesu solzni film obstane, medtem ko pri tistih, ki imajo suho oko, solzni film razpade, oko ni zaščiteno in je vzpostavljeno zunanjim dejavnikom. In če mi ne pomežiknemo, oko postane utrujeno, pokažejo se simptomi suhega očesa, oči postanejo utrujene, boleče, rdeče. To dodatno seveda pospešuje bližinsko delo, ne morejo gledati niti televizije, težave imajo pri delu na računalnik, težave imajo pri vožnji avtomobila in pa seveda imajo težave v vseh klimatsko neugodnih razmerah. Ali uporaba zdravil lahko vpliva na nastanek suhega očesa? Seveda, posebno so izpostavljeni starejši ljudje, ki jemljejo različne kombinacije zdravil. Namreč suho oko lahko nastane tudi zaradi uporabe zdravil, ki so v široki rabi. Predvsem suho oko povzročajo zdravila za zdravljenje visokega pritiska, diuretiki, nekatera zdravila iz vrst protibolečinskih zdravil, hormonska nadomestna terapija, antihistaminiki, se pravi zdravila za zdravljenje alergij, potem zdravila za zdravljenje aken in podobno. Ali mogoče suho oko napoveduje kakšne bolezni oziroma ali je posledica kakšne bolezni? Suho oko je povezano s številnimi boleznimi, tako da kadar v ambulanti dobimo pacienta s suhim očesom, ga vedno povprašamo o njegovih življenjskih navadah ter tudi o drugih pridruženih težavah. Zelo pogosto je suho oko pri bolnikih z revmatičnimi obolenji, z obolenji kot so rozacea, Steven-Johnsonov sindrom, revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, astma in pa ščitnična obolenja. Ali lahko nezdravljeno suho oko vodi v kakšne resne zaplete? Ponavadi suho oko povzroča nelagodje, ki vpliva na kvaliteto življenja. Izrazito suho oko pa je nujno potrebno zdraviti, drugače vodi v kronično vnetje očesa, v brazgotinjenje očesne površine, nastanejo povrhnji defekti ter ulkusi roženice, kar pa vodi v nepopravljivo izgubo vida. Oči se včasih solzijo ob spremembi okolja. Ali je to zaradi suhih oči? V največjem procentu je zaradi suhih oči, vendar lahko povečano solzenje povzročajo tudi druga kronična vnetja, alergične reakcije ter pogosto je solzenje pri tistih, ki imajo zaprte solzne poti. Si je oko bolje izpirati oziroma dodajati fiziološko raztopino ali umetne solze? Danes so umetne solze že zelo dober približek naravnih solz. Zato je v primeru, da želimo oko navlažiti in zaščititi, boljše, da uporabljamo umetne solze. Fiziološko raztopino uporabljamo predvsem takrat, ko želimo oko sprati.
če je v oko padel kakšen tujek, če je prisotna kakšna kemična poškodba, da je potrebno izpiranje, v primeru, da je potrebno vlaženje in zaščita, pa je boljša uporaba umetnih solz. Ali uporaba kapljic za oči mogoče zmanjša lastne solze? Največkrat uporabljamo umetne solze takrat, kadar jih pacienti potrebujejo. Če jih uporabljajo nekaj mesecev, načeloma ni stranskih učinkov. Pomembno pa je opozoriti paciente, da uporabljajo umetne solze brez konzervansov. Konzervansi so namreč tisti, ki poškodujejo očesno površino. In če uporabljajo umetne solze brez konzervansov, je potem stranskih učinkov veliko manj. Je pa res, da pri tistih, ki zelo dolgo in zelo pogosto uporabljajo umetne solze, pride do zmanjšanja komponent lastnega solznega filma, hkrati pa lahko te izplavljajo očesu zelo potrebne komponente, ki ščitijo oko pred določenimi vnetji. Kdaj pa je dobro obiskati zdravnika oziroma kdaj lahko sami dodajamo kapljice za oči? Tisti, ki se zavedajo, da obremenjujejo oči, kot so bližinsko delo, delo z računalnikom, intenzivno branje, gledanje v razne ekrane, dolgotrajna vožnja, oziroma tisti, ki delajo v klimatsko neugodnih razmerah, kot so prah, suha okolja, veter, umazano okolje, lahko uporabljajo umetne solze brez obiska zdravnika. Ravno kot tako tisti, ki imajo občutke nelagodja prehodno, da se jim pojavljajo občutki suhega očesa občasno, tudi tisti lahko uporabljajo umetne solze brez pregleda pri zdravniku. Če pa se ti simptomi stopnjujejo, če opažajo, da se ne izboljšujejo kljub uporabi umetnih solz, če so zraven pridružene še kakšne bolezni, potem je smiselno, da se naredi pregled, temeljit pregled, oceni, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, predpiše ustrezna terapija in takega pacienta tudi ustrezno vodi. Zakaj pa lahko nekatere kapljice uporabljamo tudi tisti, ki nosimo kontaktne leče, drugih pa ne? Vsi tisti, ki nosijo kontaktne leče, lahko uporabljajo umetne solze brez konzervansov. Pred časom je bilo na tržišču več solz, ki so vsebovale konzervanse, zato so morali paziti predvsem pri tistih, ki so vsebovale konzervans benzalkonijev klorid, ker se je ta nalagal na kontaktne leče in je povzročal obarvanje kontaktnih leč. Je pa potrebno opozoriti nosilce kontaktnih leč, ki uporabljajo zdravila v obliki kapljic, ki vsebujejo konzervanse, da si pred aplikacijo zdravila odstranijo kontaktne leče iz oči ter počakajo vsaj 15 minut po aplikaciji zdravila in nato ponovno vstavijo kontaktne leče. Pa lahko kapljice za oči recimo uporabimo tudi sočasno z drugimi zdravili, na primer proti alergiji, antibiotikih in pa seveda kako? Lahko uporabljamo umetne solze, kljub temu, da uporabljamo zdravila proti alergiji ali antibiotike. Namreč, ko uporabimo umetne solze, zaščitimo in pa navlažimo oko. Vsaka situacija, kot so vnetja, uporaba različnih zdravil, deloma poruši stabilen solzni film, tako da umetne solze dodatno pomagajo pri zaščiti, pri alergijah hkrati izperejo alergene iz oči, pri vnetjih očesne veznice pa pomagajo oko očistiti, da antibiotik, ki ga dodamo, pride v oko in lahko nato pozdravi vnetje. Koliko časa pa si lahko vlažimo oko s kapljicami za oči? Ponavadi so to blage in prehodne težave, tako da si lahko vlažimo oči toliko časa, kolikor je potrebno. Pri blagih težavah nekje dodajemo kapljice 3 do 4 krat na dan. Če so težave hujše, lahko tudi večkrat, lahko dodajemo tudi gele. V primeru, da težave ne izzvenijo in trajajo dalj časa, več mesecev, je smiselno, da se obišče zdravnika, da ugotovimo, ali je možno, da je še kakšna pridružena bolezen. Kaj pa lahko storimo sami, da bi imeli s suhimi očmi čim manj težav? Imate kakšen nasvet? Poleg uporabe umetnih solz je pomembno, da poskrbimo še za nekatere druge ukrepe. V zimskem času, ko prostore ogrevamo, je potrebno dodati oziroma vzdrževati določeno vlago. Najbolje je, če so prostori navlaženi nekje vsaj do 50%. Izogibamo se klimatiziranih prostorov za močno ventilacijo. Ni najbolj zaželeno, da nam zrak direktno piha v oči. Izogibamo se prostorov, ki so zadimljeni, se pravi zakajeni, prostorov, ki so onesnaženi, v katerih je veliko prahu. Piti je potrebno veliko količino vode in uživati hrano, ki je bogata z omega-3 maščobnimi kislinami. Kadar se zadržujemo zunaj, je potrebno uporabljati zaščitna očala. Pomembno pa je, ker se suhe oči zelo pogosto pojavljajo pri ljudeh, ki delajo z računalnikom, da imajo ustrezno nameščeno računalniško opremo. Zaželeno je namreč, da se
gleda rahlo navzdol, pri tem se namreč delno zaprejo oči, zmanjša se površina, iz katere izhlapevajo solze. Ravno tako se moramo naučiti vaj sproščanja. Kolikor je možno pogostokrat pogledamo navzven, takrat se tudi refleksno pomežikne, s tem ponovno navlažimo oči, ter vsakih 20 minut naredimo kratko pavzo, vstanemo od bližinskega dela, od računalnika, od raznih drugih knjig ali papirjev, pomežiknemo, zapremo oči, sprostimo oči, ter se ponovno potem vrnemo k bližinskemu delu. Včasih čutimo podobne težave tudi po operaciji sive mrene. Se je možno pomagati s takimi kapljicami tudi v tem primeru? Po operaciji dobijo pacienti zdravila, ki preprečujejo hujše znotraj očesno vnetje. Vendar je vsaka operacija določen stres. In zato umetne solze dodatno oko navlažijo in zaščitijo v tem času, ko prejemajo ta določena zdravila. Vsi pacienti so pod zdravniškim nadzorom in vsak zdravnik lahko oceni, koliko časa so potrebne umetne solze. Včasih je potrebno dodati umetne solze tudi po končanem zdravljenju. Če pa se očesna površina ustrezno zaceli, potem se lahko zaključi zdravljenje z umetnimi solzami nekje po 3 tednih.